ministrica, dober dan vsem skupaj. Mahorijana gre naprej in vsako leto je bogatejša. Letos je bogatejša za 2 knjigi, ki bosta predstavljeni na današnji tiskovni konferenci, in seveda bogatejša za izjemna pričevanja gospoda Pahorja in eno od teh bo tudi danes ob tej priliki. Tako da bi seveda v imenu založbe, kjer imamo gospoda Pahorja posebej v čislih, seveda iskreno čestitev za 102. rojstni dan, željo, da bi ostal tak simbol slovenstva še naprej, simbol upora, simbol ponižnih, razžaljenih, simbol vsega tega, kar nas povezuje z gospodom Pahorjem. In da ne bo osamljen na današnji dan, 1778. leta so na pobudo Žige Zoisa prvič osvojili Slovenci Triglav. Tako da sta 2 simbola na isti dan pravzaprav združena. Tako da tudi ta spomin, bi rekel, je pomemben. Iskrene čestitke, profesor, in na mnoga leta. Hvala lepa. Mi vas pa si držali tega, boljša. Hvala lepa. Izvolite. No, jaz tudi se zahvalim. Kamo pa je to dal. Jaz sem vam navadil, prosite, da se zahvalim takoj. In moram reči, da sem hvaležen založbi, da je izdala še knjigo o radi, da je drugo že izdala, ampak sem posebno hvaležen, da je danes tukaj knjižica, ki se imenuje Rdeči trikotniki, in da so potem 2 tudi zdaj zbirki o mojem delu. Eno je to Pahorijana, eno pa je ustanovitelj v Trstu literarne slovenske šole. Zdaj, to moram takoj poudariti, da je to dobro narejeno, kar se tiče literarne slovenske šole. Tako da sem jaz poskusil najprej v Parizu, in je šel na roko profesorica Antonija Bernal, ker je pisala za francosko revijo Slavistiko. Se sicer potedi, da krajša, ampak se je rekel, ti bodi tako ljubezniva, tako boš pisala to knjigo, omeni notri, da v Trstu existira l'école littéraire Slovenije, a Trieste. Ne Triesti, in ne bodo vedeli, kaj je to, a Trieste. In to je potem nekako prišel do tega, da smo v to ustanovili in tudi danes bo tukaj knjiga, o kateri bomo govorili. Ampak pomembno je predvsem ta majhna knjižica, ki se imenuje Rdeči trikotniki, ki se je napisal na naši italijanščini, ki je velika založba Bombjani, objavila moje mesto Zaliv, in se rekel, bom napisal to v italijanščini, tebi na čast, to ravnateljici, in danes imamo pa tukaj slovenski prevod Tatjane Rovice. Rdeči trikotniki so bili v taborišču, da političnega podpirati. Na prvi strani smo imeli številko, ki je zamenjala ime in priimek, in pod to številko je bil rdeči trikotnik. Zdaj vse to veliko začetnico dežele, odkoda je bil. To se pravi, vsi tisti, ki smo bili antinacisti, vsi tisti, ki smo bili politični, smo bili rdeči trikotniki, v kateri se v praksi zelo malo ve. V praksi taborišča, te bom povedal, čeprav te mislim potem, ampak bom povedal, kaj je priložnost. Nemška taborišča, velika Dachau, Buchenwald, vsako od teh taborišč je imelo po 80, po 90
dependance. Vsako je imelo dependance, kako se rekel, po 80, po 90, ne, ki so bila manjša taborišča, v kateri se je umiralo in je bilo stapljeko v glavnih, v Buchenwaldu, kot od Dachau, od Mauthausen, kako v Dori, kako v Štručo Konacovali, kako v Bergen-Belsen, tako bi. Vsa ta velika taborišča so imela po veliko število svojih dependance in vse to je bilo razkrojeno po celi Nemčiji in deloma tudi v Franciji, to taborišče, o kateri jaz pišem v Vogezi, to se ima med 800 metrov. Vsi ti ljudje so morali delati na Nemčijo, ne samo da so morali delati. Je treba reči, da so umirali od jutra do večera zaradi lakote. In zaradi lakote je začelo praktično gniti telo. Celice se niso obnavljale. Rane od kolena dol do peta, recimo ne, ali pa od kolena gor, recimo do trebuha. Tiste rane so gnile. Mi smo to vezali, smo vezovali in tako naprej, pa to ni šlo nikamor nič, ne. Ker so manjkali elementi, ni bilo ne maščobe, ni bilo ne vitaminov, ni bilo ne mineralov, ni bilo nič, ne. In poleg tega, in to hočem poudariti, ne, poleg tega so ta telesa morala delati. To se pravi, on ni smel biti enega trenutka nekako za en trenutek prosto v svojega dela. Z brtami, s pendeliki, z vsem mogočim, kar je imel v rokah, je on tega delavca prisilil, da je moral vzeti v roke kamen, tega nese, ali pa kar je pač treba delati, če so nosili vreče, ali so kopali, ali kar je rovne. V tem smislu, da je to veliko tisto njegovo, dokaj je stal po konci, dokaj se ni sesedil. Prvi, ki so se sesedali, so potem nosili na apel, na zborovanje, da so dan ležali, medtem, ko se je trajalo zborovanje. Ko so drugi zganesi, in mogoče še bil tam, tretjič je pa bil že v krematoriju. To se pravi, ne, o teh ljudeh v bistvu danes javnost evropska nič ne ve. Spadalo, rekel, na eni strani uničevanje Židov po svoje, Auschwitz in vse to s plinom in potem še živ, ne, ali v krematoriju ali javno, ne, medtem ko te naši ljudje, recimo, ne, ki so imeli povsod, glavna mesta so imeli krematorije, jasno, ne. Tisti, ki so med dependance, so pa morali potem voziti svoje mrtve v te krematorije, ki nazadnje po celi Nemčiji, poleg krematoriju, so potem še žigali mrtve kar tako na prostor, razumeli. Evo, ne, in jaz sem nekako bil deloma tolmač, prvo dobo taborišča, drugo dobo sem bil pa bolničar in sem živel celo svoje taboriško življenje s mrtvimi, oziroma umirajočimi, oziroma bolnimi, tako naprej, se pravi, ne. Se pravi, da sem vse to jaz dal skozi kot priča, ne, in kot pomočnik. Malo, ker nismo imeli zdravil, ne, in če je bil drisko, je pač dobil malo tistega karbona, praša, ali pa bel prah, drugače je nič ne mogel pomagati. Ampak vsaj, da človek ve, kaj so ti ljudje pretrpeli, zato, ko so se bojevali za svobodo. In jaz sem zelo zadovoljen, da je to izšel v italijanščini. Je rekel, mi bomo poskrbeli, da bodo to se zanimali tudi drugi, kot prevodov, zato da to nekako razširi javnost. Slovenija ima svoj prvi prevod danes in hvala lepa za Lozvi, hvala lepa Tatjani Roj, da je to hitro prevedla. In hvala lepa vam, da so prisotni, da boste v tem posebno čas pisali, v tem tudi povedali. Hvala lepa. Torej, v rdeče trikotnike smo prišli tako